pozdrav za vami, Silvija iz skupinice Tree of Life. Že v prejšnjem tednu sem vam v skupinici namignila in vas mečkam podražila, da bo ta ponedeljek na voljo en poseben posnetek, in sicer preizkusila sem menstrualno skodelico iz naravnih materialov. Do sedaj smo si pogledali menstrualne skodelice iz TPI-ja, z termoplastike, elastomerja, ogromno različnih skodelic z medicinskega silikona, vendar sem si želela poskusiti še menstrualno skodelico z naravnega materiala. Čisto na kratko bi vam rada najprej pokazala menstrualno skodelico, potem pa si jo bomo kot vedno pogledali še malce bližje. In sicer gre za menstrualno skodelico Fair Squared. Dobite jo tudi pri nas v Sloveniji, ki jo lahko kupite, bom navedla spodaj v komentarjih oziroma v objavi v skupinici Tree of Life. Dobite jo v takeli škatlici, jaz jo bom potem še od bližje tudi pokazala. Zdaj čist prvi vtisi, ki sem jo dobila. Ena vsaka me je mogoče zmotila, da je na sliki videti taka res zlatkasta. Menstrualna skodelica Fair Squared je v bistvu dost taka mat barve, no? Tako da meni je mogoče barva malo presenetila in sem se tudi od začetka spraševala, kakšne barve bo pa to, če je pač naraven material pa taka bleščeča zlata. Skratka, ni, je točno takale, kot jo vidite tukaj in tudi pol od bližje jo boste mečkam bolj videli, kakšne barve v resnici. Naslednja stvar, prvi vtis, ki je bil, je, da je zelo mehka. Na kar sem ugotovila tudi to, da me je presenetil vonj, ker je vseglih vonj po nekem naravnem materialu, medtem ko recimo menstrualne skodelice iz TPI-ja in pač iz silikona nimajo nekega posebnega vonja. Jaz predlagam, da si jo pogledamo krat bližje, na koncu pa še povzamem, kakšne so moje izkušnje. Takole, menstrualno skodelico Fair Squared dobite v takeli škatlici, na zgornji strani in pa tukaj je napisano, katero velikost ste izbrali. Prav tako si velikosti lahko pogledate na škatlici, in sicer manjša drži 12 ml, 13 ml pa drži večja menstrualna skodelica. Za vse tiste, ki imate močnejši tok, morda ne najbolj primerna. V Sloveniji pa jo lahko kupite na ok.si. Tukaj je tudi v slovenščini navodilce. Morda bi na ok.si napisali še kakšen prevod teh navodilc, ki jih dobimo v škatlici. Poleg dobite seveda takole vrečkico na potek iz naravnih materialov, menstrualno skodelico in pa navodilca. Zdaj, preden škatlico odložim, bi vam rada še pokazala tole, to se pravi, brez plastike, brez silikona, brez BPA-ja, brez PVC-ja, brez falatov in brez belil. Je pa iz naravnega lateksa, iz Kalkute, Šrilanke. Tako. Kaj je še zanimivo? Aha, to je tisto, kar sem rekla, no, ok.si bi bilo fajn, če bi dodal še v slovenščini nekaj takega. Jaz sem tale navodilca dobila v nemščini. Sicer nemško razumem, ampak angleščina bi bila zame recimo še bolj koristna, ampak za eno uporabnico, ki je dala skozi roke toliko menstrualnih skodelic kot jaz, navodilca niso tako pomembna. Za vse tiste, ki pa so začetniki, pa malce bolj. Poleg tega dobite tudi informacijo o vseh njihovih produktih. Zelo zanimivo je, da vsebujejo živalskih sestavin, prav tako ne delajo testov na živalih, brez nanodelcev, brez parabenov, brez falatov, brez triklosana, brez SLS-a, SLS-a, alkohol, denata. Skratka, res dajo veliko na svoje izdelke. Zdaj pa si poglejmo tisto, zaradi katerega v bistvu tale video je. To je menstrualna skodelica njihova Fair Squared. Fair Squared menstrualna skodelica iz naravnega lateksa. Na notranji strani menstrualne skodelice, čakajte, da vam pokažem, imate logo, ki pa je, evo ga. Logo Fair Squared. Je zelo mehka menstrualna skodelica. Obroč je malce ojačan. Jaz težav z razpiranjem
nisem imela, je pa to res ekstremno mehka menstrualna skodelica. To se pravi, kot sem omenila, zgornji rob je ojačan, tako da ta umf bo, ampak za vse tiste, ki ste bolj kot ne navdušene nad tršimi menstrualnimi skodelicami, je mogoče ta izbira ni najbolj primerna. Za vse tiste, ki pa imate občutljiv mehur in imate rajše mehkejše menstrualne skodelice, pa je zelo priporočljiva menstrualna skodelica. Pod obročem so luknjice, tukaj, in sicer 6 takih luknjic. Zaključena je lepo, čeprav se ta zgornji robek vse glih čut, okrog in okrog šiva nisem našla, tako da šiv je v bistvu tale pod nekje sredina obroča. Pecelček je malce bolj raztegljiv, ima takele bunkice, za katere lahko primemo menstrualno skodelico, in pa 2 oprijemalke na spodnjem delu. Guma že v štartu zelo nedrseč material, tako da težave z izvlekom menstrualne skodelice Fair Squirt ne boste imele. Bi pa opozorila na eno stvar, in sicer spodnji del. Vse tiste, ki boste rezale menstrualno skodelico Fair Squirt, dajte prosim obrniti menstrualno skodelico in si pogledajte, kako tanko je dno. Dno pri tej menstrualni skodelici je zelo tanko, kar pomeni, da če boste rezale pecelček, je treba to narediti izjemno previdno. Nasvet za vse tiste, ki uporabljate menstrualno skodelico prvič oziroma ste šele začeli z uporabo, ni nič narobe, če jo tudi takole okrog obrnete, sicer potem spodaj nimate oprijemalk, ampak če imate nizko maternični vrat, jo boste brez problema zagrabile, ker boste začutile tale pecelček v sredini in boste lahko zato zadržali menstrualno skodelico. Kaj s tem pridobite? Pridobite to, da ne rabite rezati pecelčka in se bati, da ga boste slučajno pregloboko odrezali in uničili skodelico. Hkrati pa dobite majčkeno več dela, ker je treba tole notranjost malce bolj podrgniti, kar pa ni spet noben problem, ker jo lahko spet obrnemo okrog, in očistimo. Tako da za vse tiste, ki imate višje maternični vrat, uporabljate takole, lahko pa jo tudi brez problema obrnete okrog. Takole. Tako, če povzamem moje izkušnje z Fair Squirt menstrualno skodelico, skodelica se mi dosti dopade se mi predvsem cel ta njihov koncept, da je iz naravnih materialov, da je fair trade, da ni testirana na živalih. Hkrati mi je skodelica čisto všečna, tudi oblika, uporaba. Edino, kar me je zmotilo, je to, da je kapaciteta te menstrualne skodelice res majhna. Tako da za vse tiste, ki imate močnejši tok, bo ta skodelica za manj časa, oziroma boste mogli poiskati eno skodelico z malo večjo kapaciteto. Jaz upam, da sem vam pomagala pri izbiri menstrualne skodelice. Oglejte si še ostale posnetke na mojem Tree of Life YouTube kanalu, vkolikor so vsebine, ki jih predstavljam v posnetkih zanimive, vkolikor ste izvedeli nove informacije, se lahko na YouTube kanal naročite, tako da stisnete tisti rdeči gumbek naroči oziroma subscribe z oznako zvončka, pa boste tudi na mail obveščeni, ko bo nova vsebina na voljo. Zaenkrat je to in se vidimo naslednji teden. Čau!